Veš, si predstavljaš, da bi on ustanovil stranko, pa rekel, z današnjim dnem odstopam z mesta poslanca, vračam mandat stranki, ki mi je pomagala, da sem ta mandat osvojil in se podajam na novo pot. Ne? Jaz mislim, da bi imel absolutno krat 2 podpore v javnomnenjskih, skratka 8 na 4. Mislim, razmišljam, a veš, kaj ima SD od Prebiliča in Preroda in na drugi strani to pa malo bolj razumem, kaj bi Prebilič imel od neke povezave z SD-jem, ker ga tudi jaz ne vidim, da bi tam rekel adijo pa šel za poslanca v Slovenijo, ga pa vidim zlahka lahko, če jim seveda vse to uspe, kot enega ministra. Prosti, če smeš še enkrat sam skočiti, čisto jasno je, kaj ima SD od tega. SD ima od tega to, da nima več konkurence, kamor bi se lahko odtekali glasovi razočaranih SD volivcev, ki so prvič po nekoliko letih dejansko razočarani začeli odtekati. In to se je videlo v rejtingih, ko se je Prerod pojavil, je izgubljal SD, GS pa praktično ne, oziroma celo v nekih anketah mu je celo rastlo. Tako da je čisto jasno, kam grejo glasovi, oziroma odkot prihajajo glasovi k Prerodu.